kolikor daleč sega moj spomin v otroška leta, se spominjam mame Johance, bratca Jurija, ko smo zvečer molili pred spanjem: Sveti angel, varuh moj. In mirno sva zaspala. No, angel varuh oziroma nadangel varuh Mihael, naš zavetnik, me je spremljal celo življenje in celo življenje je pazil na tiste moje nore pustolovščine in me je varoval. Vedno na začetku, ko se je pripravljalo na en nori trenutek, sem rekel: o, angel varuh moj, sveti Mihael, daj prosim te, daj zdržaj še en čas, pazi name, mogoče bom pa nehal delati te nore podvige. In kar zdržal je. Včasih sem se bal, da bo rekel: dosti je. Na koncu, ko je tista nevarnost minila, pa je seveda vedno sledilo: o, hvala Bogu, o, hvala Bogu, hvala Bogu. Ampak poleg svojega angela, nadangela, sem imel še direktno tukaj ob sebi njegovega pomočnika. To je bil moj dragi soplezalec Miha Smolej. Skozi mnoga leta, skozi mnoge stene, pogrebenih čez ledenike, v navezi, je pazil name. In prav tako jaz nanj. No, in zdi se mi, da poleg tiste ta pravi ljubezni je ta občutek, to spoštovanje, ta hvaležnost za to, da sem se počutil lahko ob njem popolnoma varnega, nekaj najglobjega, kar sem doživljal v življenju, poleg seveda vse lepote stvarstva. In Miha me je večkrat tudi direktno rešil. Spomnim se padcev v eni divji steni pri Visni El Capitana. Tam je on dvakrat sfrčal, pa sem ga jaz obdržal na vrvi. Jaz sem kar nekajkrat tudi sfrčal, ker je bilo to zelo težko. In takrat smo pač mislili, da nič ni pretežko. No, ampak imam pa direktno njegovo posredovanje. Pomagal mi je, kot je Simon iz Cirene pomagal Jezusu. Direktno je prevzel moje breme. Bilo je v Triglavu, v severni steni, ki se jo vidi. Pelje ena zelo dolga Prusik-Šalajeva smer, zelo težka tudi, pod Sfingo, preči navzgor, na Kugejevo polico, pod vrhom Triglava. No, in v stebru, skoraj da pod vrhom 200 metrov, me je zadel kamen. Padel je na čelado, mi razbil čelado, razbil nos in v trenutku je bilo vse krvavo in komaj sem kaj videl, ker je vse uteklo. Bilo je popoldan, tako da so bila kar v zadregi. Miha mi je seveda očistil, obvezal. To je bilo nekoč pred 100 leti, ko ni bilo telefonov mobilnih, ko ni bilo helikopterja. In Miha je začel s podvigom. Pomagal mi je, vlekel me je navzgor, po steni še tistih 200 metrov. Pa sva prečila Kugejevo polico, pod samim vrhom Triglava, pa čez ledenik, pa do Praga, izpod Begunskega vrha, do Studenčka. No in tam sva prišla na normalno pot čez Prag. In potem po poti navzdol. Noro je bilo. Jaz nisem nič videl. Držal sem se mu zadaj za rukzak, padal sem. Imel mi je na vrvi za vsak slučaj, da ne bi zdrknil še globje, čez skoke, čez strme skoke me je kar po riti spuščal navzdol in tako sva motovila, telovadila, padala ure in ure in ure s svetilkam. Na čelu še mojo svetilko je imel, so Bog ve kdaj uspela priti Aljažu v dom. Hvala, Miha.